Pozdravljeni! Verjetno ste že zasledili novico, ki bo spremenila marsikaj tudi tu, na mojem kanalu. Poglejmo si skupaj, za kaj gre. Kot ste verjetno že zasledili, od sezone 2021 se prenosi dirk za svetovno prvenstvo Formule 1 selijo na Sportklub. In danes je bila objavljena novica, da sem jaz, Simon Jazbec, del komentatorske ekipe. Seveda, novica mi je bila znana že prej, a treba je počakati, da so zadeve uradne. In tu bi se rad zahvalil vsem vam, sledilcem kanala, ki redno spremljate moje prispevke in ki ste me pri tem podprli. Brez vas verjetno vse to ne bi bilo mogoče. Osebno je zame to izjemen izziv in lepo priznanje. A še zdaleč, da bi bilo to nek cilj. To je le začetek poti, kajti sam se moram izboljšati in nekako povrniti tisto zaupanje, ki ste ga dali vame, tako da bom postal zmerom boljši, zmerom z bolj zanimivimi novicami in temami, ter tako olepšal ta šport, za katerega praktično vsi gojimo kar veliko strast. Seveda, ta začetek novega poglavja bo prinesel tudi določene spremembe. Mislim, da je samo po sebi umevno, da ne bom imel več na strani Facebooka prenose v živo, kajti od sedaj bom sodeloval z malce boljšim medijem, z malce boljšo tehnologijo in upam, da bom upravičil tudi njihovo zaupanje. Po drugi strani boste morali razumeti, da prispevki vezani na določeno veliko nagrado ne bodo objavljeni v tistih urnikih, kot ste bili vajeni. Namreč, ukolikor bom zaseden s komentiranjem, bo kakšna stvar prišla na vrsto kasneje in upam, da mi ne boste zaradi tega zamerili. A potrudil se bom objavljati vse približno v takem vrstnem redu, kot smo bili vajeni do sedaj. Torej, za dirkaški vikend upam, da mi bo uspelo objaviti 4 prispevke. Ukolikor to ne bo mogoče, bom vse tiste vsebine porazdelil na ostale. Konec koncev nihče ne bo prikrajšan, vsaj upam. Zavedam se dejstva, da nekaterim gledalcem bom všeč, drugim pač ne. To je čisto razumljivo ter po mojem naravno. In seveda, s tem, ko bom udeležen v prenosih, se bo kdaj pa kdaj pojavila tudi kakšna napaka. In to je seveda po mojem osebnem mnenju normalno. Trudil se bom po svojih najboljših močeh, a ne morem zagotoviti, da se to ne bo zgodilo. A vsekakor upam, da bomo ohranili nek konstruktiven dialog, kjer bom z vašimi pripombami izboljšal vse svoje delovanje. In tudi tu vem, da mi boste v veliko pomoč. Tako z moralno podporo, kot z nasveti in konstruktivnimi kritikami. A poleg tega se bom potrudil vam, gledalcem, predstaviti to pustolovščino tudi iz drugega zornega kota. Tistega, ki ga običajno spremljevalci dirk za svetovno prvenstvo Formule 1 ne vidijo. Kako to izgleda pravzaprav iz tiste pozicije, ko imaš slušalke na ušesih in mikrofon pred ustmi ter moraš komentirati. In seveda nočem izgubiti mojega stila ter oponašati nekoga drugega samo zato, da bi bil določeni skupini všeč. Hočem ostati jaz, čeprav vem, moram se držati določenih pravil, zato da je komentar dober. Tu ni nobenega dvoma. Upam, da bo to nova stopnica, ki bo vodila k cilju, da postane Formula 1 še bolj popularna in doseže več navdušencev tudi v Sloveniji.
Kot je bilo to v navadi že do sedaj, boste tudi od slej naprej lahko postavljali svoja vprašanja ter izražali svoja mnenja. In nikjer ne piše, da se morate z mojim mnenjem strinjati, a rad imam tudi vašo argumentacijo. Kdaj pa kdaj priznam, da malce izzivam, da tudi dobim tisto mnenje nekaterih, ki imajo drugačen pogled od mojega. In drugačen pogled še zdaleč ne pomeni, da je napačen. Namreč Formula 1 je raznolik šport, ki zahteva od navijača, gledalca, navdušenca kar nekaj znanja in tudi strasti. A vsak od nas vidi določene stvari malce drugače in prav ta raznolikost nas bogati. Mnogokrat sem poudaril, da v Formuli 1 je treba navijati za in ne proti. In to bom tudi vztrajno ponavljal. Kakor bom tudi ponavljal mojo trditev, da neumnih vprašanj ni, neumni so lahko samo odgovori. In dokler odgovarjam jaz, naj vas prav nič ne skrbi glede tistega, kar sprašujete. Seveda, ko dirkaških vikendov ne bo na urniku, bomo imeli tiste običajne teme, kot ponavadi, kjer se bomo skušali dotakniti vseh najbolj različnih področij, ki sestavljajo Formulo 1. In vkolikor ima kdo kak predlog, kako idejo, je zmeraj dobrodošel. Če bo možno, jo bom skušal uresničiti. Kajti, kot se zavedate, moja produkcija je izjemno omejena. Marsikdo iz tistih, ki so stopili v kontakt z menoj, ne verjame, da sem določene prispevke izdelal s tako malo sredstvi. A vidite, da se. Vsekakor se zahvaljujem vsem pri Sportklubu, ki so v meni videli potencial in mi dali to priložnost. Mi se pa vidimo v petek, kjer bom komentiral prvi in drugi prosti trening. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.